okviru Evropskega tedna mobilnosti je tudi dan mobilnosti invalidov. Kaj se je pravzaprav vse dogajalo v okviru tega? Današnji dan smo opremili sloganom Govorimo o tem, kaj skupaj zmoremo, in temu smo posvetili dogajanje na tem mestu. Na eni strani spodbudam mimoidočih, da se popeljejo z vozičkom, da pogledajo, kako se gibljajo slepi in slabovidni po površinah in da nekako preidejo predsodke, se družijo z nami in izmenjajo mnenja. Kako so se Mariborčani odzvali na to akcijo? Mimoidoči kar potrjujejo naše opažanja glede težav v miselnosti ljudi, someščanov, hkrati poudarjajo oziroma pohvalijo tudi napredek že na določenih področjih, kot je dostopnost zunanjih površin. Sicer pa so se tudi otroci vključili v dogajanje in se popeljali z vozičkom čez ovire, tako da je bilo kar zanimivo. Vi ste eden najbolj uspešnih športnikov v mariborskem, pa tudi sicer slovenskem društvu paraplegikov. Kako se je pravzaprav začelo? Začelo se je tako, da takrat, ko sem se poškodoval, sem prišel v tako sredino, ki so bili tudi zagnani športniki in so me privabili v sredino, in takrat je pač bila atletika tisti šport, ki je bilo najbolj popularna, in so me privabili 4 mesece po poškodbi, sem začel z metom kopja, diska in vožnje. Seveda potem pa še košarka bila, namizni tenis in ti športi, kaj jih pač gojimo. In potem pa leta 1991 sem pa začel bolj načrtno delati z športom, za strelstvo. In od takrat naprej, od leta 1991, sem potem uspešen v strelstvu. Kak je občutek dobiti medaljo na olimpijadi? To je nepopisno, to moraš doživeti, to je težko te občutke razložiti, ker si pač tam sediš oziroma stojiš na podiumu za podeljevanje medalj in slišiš himno, čeprav na paraolimpijskih igrah sem nisem slišal, sem pa slišal na svetovnem prvenstvu v Koreji in na evropskem prvenstvu na Danskem, in ko slišiš himno, seveda si potem tudi utrne kakšna misel, tudi se malo bolj emocije pridejo na ven, in seveda je pa to neko doživetje, ki ti vse povrne ta trud in tisto, kaj vlagaš v ta šport. Je v Mariboru težko živeti oziroma se prevažati iz enega konca na drugega z vozičkom? Jaz mislim, da zdaj, kot tole tako lepo zasnovano, da se da lepo iti, je pa res težko, je pa priti do nekih takih informacij, kjer da bi to točno vedel. Seveda smo pa navajeni, da smo radi na tistem mestu, ki pač je dostop takoj. In jaz mislim, da v bodoče, ko bo tudi to univerzitetno mesto v Maribor, da bo potem to tudi še urejeno tako, kot mora biti za invalide. Se vam zdi, da Mariborčani znamo živeti z invalidi? Jaz mislim, da ja, to je pač strpnost, mora biti seveda, če smo toliko uspešni oziroma da si sami hočemo neko okolje pridobiti na svojo stran oziroma da z delom pokažemo, da nekaj tudi zmoremo, da potem mislim, da tudi okolica nas sprejme takšne, kot smo. Je pa res, da smo pa ljudje različni, nekateri vidijo samo pravice, dobenih dolžnosti, in mislim, da tu bi tudi morali invalidi mogoče sami še po dolžnostih posegati in ne samo po pravicah. In jaz pa mislim, da se z obojestranskimi interesi da to lepo uštimati.